Epidemiološke razmere v državi se še naprej izboljšujejo. Tudi število aktivnih primerov se še naprej znižuje. Po oceni NIJZ je tako trenutno aktivnih okužb v državi že manj kot 7000. Tudi 7-dnevno povprečje okužb se še naprej znižuje. Današnji podatki kažejo, da to povprečje znaša 417, če spomnim, včeraj je to povprečje znašalo 444. Še vedno se v skladu z načrtom sproščanja ukrepov nahajamo v rumeni fazi. Po podatkih sodeč so danes vse regije rumene, edino Koroška regija je obarvana zeleno. Se bo pa danes popoldne na Brdu pri Kranju vlada vnovič sestala strokovno skupino pri Ministrstvu za zdravje in se seznanila s trenutnimi epidemiološkimi razmerami. V skladu s temi bo vlada razpravljala tudi o nadaljnji veljavnosti ukrepov. O vseh odločitvah vas bomo kot običajno obvestili na jutrišnji novinarski konferenci. Sicer pa je bilo včeraj skupaj opravljenih 4469 PCR testov in pa 28264 hitrih antigenskih testov. S PCR testi je bilo včeraj potrjenih 532 novih okužb. Kot bo razvidno iz prve današnje tabele, je število potrjenih okužb nižje, kot je bilo prejšnji teden, ko je znašalo 726. Prejšnji teden, se pravi 11. maja, je delež pozitivnih PCR testov znašal 15,5%, včeraj pa je ob potrjenih 532 novih okužbah ta delež znašal 11,9%. Tudi v bolnišnicah se nadaljuje trend upadanja zasedenosti COVID postelj. Skupaj se danes v naših bolnišnicah zdravi 368 COVID-19 pacientov, od tega 110 na oddelkih intenzivne terapije. Na novo je bilo včeraj v naše bolnišnice sprejetih 28 COVID pacientov, iz bolnišnic pa je bilo včeraj skupaj odpuščenih 38 oseb. Življenje je žal izgubilo še 5 oseb. Če si pogledamo še graf, ki prikazuje trend zasedenosti postelj v naših bolnišnicah, opazimo strm padec krivulje, kar pomeni, da se število zasedenih postelj znižuje hitreje, kot se je. Znižujejo se tako postelje na oddelkih intenzivne terapije, kot tudi postelje na navadnih oddelkih in seveda, kot že rečeno, se znižuje tudi skupno število vseh zasedenih COVID postelj v naših bolnišnicah. To potrjujejo tudi podatki iz naslednje tabele, ki kažejo na to, da imamo danes na navadnih oddelkih zasedenih 258 postelj, še včeraj je bilo na navadnih oddelkih zasedenih 270 postelj. Na oddelkih intenzivne terapije se je včeraj zdravilo 113 pacientov, danes so zasedene še 3 postelje manj, skupaj 110 zasedenih postelj. Skupaj pa, kot že rečeno, se v naših bolnišnicah danes zdravi 368 COVID pacientov, včeraj pa je bilo takšnih 383. Sedaj pa prehajamo k podrobnejšemu pregledu epidemioloških razmer. Besedo zato predajam gospe Nuški Čak-Šjager iz NIJZ. Izvolite. Pozdravljeni. Situacija v svetu se izboljšuje. Na splošno, če pogledamo lahko prvo sliko, hvala, vidimo, da ta val, ki je bil viden v zadnjih tednih, počasi upada
In negativen trend števila potrjenih primerov opazujemo po vseh kontinentih, razen v Aziji, kjer 95% vseh primerov še zmeraj izvira iz Indije. Torej tudi smrti v večini primerov prihajajo iz Indije. Presegli smo 150 milijonov primerov v svetu in več kot 3 milijone smrti. In kot rečeno, trend je v upadanju, razen na področju Indije. In če pogledamo naslednjo sliko, vidimo, da se tudi barvno to nekako ujema s tistim, kar sem navedla. V tednu od 19.4. do 25.4. je še zmeraj, kot sem že rekla, bilo največje število zabeleženih primerov v Indiji. Kasneje potem tudi v Braziliji, Združenih državah, v Turčiji in Argentini. Pri prejšnjih 14-dnevnih podatkih smo imeli v tem seznamu tudi Francijo. Tokrat je število v Franciji toliko upadlo, da se pojavljajo od največjih tistih držav, ki imajo največje število primerov, večinoma naštete. Če pogledamo naprej na področje razširjenosti različic, se iz podatka vidi in iz slik vidi, da se je število držav, ki poročajo o 4 najbolj pomembnih različicah SARS-CoV-2 po svetu, povečalo. Tako za angleški sev navajajo že 137 držav, ki so poročale o pojavu tega seva. Potem imamo južnoafriški sev, kjer je 84 držav, ki poroča o pojavu tega seva, 47 držav poroča o brazilskem in pa indijski sev, ki je zabeležen že v 49 državah. Kakšna pa je situacija v Evropi? Če pogledamo dalje, vidimo, da je od 31. decembra pa do včeraj bilo torej več kot 32 milijonov pozitivnih primerov in več kot 713 tisoč smrti. Torej v vseh državah, tako v večini držav Evropske unije je upad števila okužb. 14-dnevno število potrjenih primerov na 100 tisoč prebivalcev je bilo konec 18. tedna 277. To je razpon od 25 do 708 in 90, namreč države, kot so Danska, Latvija, Litva, Malta in Irska, namreč še beležijo pozitiven trend, v vseh ostalih državah je ta trend v upadanju. 2 državi sta poročali še o povečanju števila sprejemov v bolnišnice ali na enote intenzivne nege, v ostalih, torej v večini držav, je stabilno stanje ali pa je ta pritisk na intenzivne enote v upadanju. Tudi delež testiranj se v 18. tednu bistveno ne razlikuje od prejšnjih podajanj in ponovno beležimo največjo stopnjo testiranja v Cipru, Avstriji, Grčiji, Češki in pa Sloveniji, kjer je nažalost prekrita. Torej, če pogledamo 14-dnevno kumulativno incidenco primerov, pa vidimo, da je precej primerov oziroma zelo visoka stopnja glede na povprečje EU na Cipru, Litvi, Nizozemski, Švedski, Hrvaški, Latviji in potem pride že Slovenija. Če pogledamo dalje, se to nekako odraža tudi v tej primerjavi, torej primerjavi 2 slik, 15-16 teden in 17-18 teden. Z izjemo Švedske, kjer je pravzaprav obarvanost še zmeraj precej intenzivna, pa po ostalem delu Evrope ta intenzivnost barve upada. Podobno sledimo tudi pri podajanju kombinacije naslednje slike kazalnikov, torej tudi v tem je slika podobna, torej Norveška in pa Finska imata že področje zelene, medtem ko se drugje, razen na Švedskem in na Danskem, situacija precej izboljšuje. Kako je v Sloveniji? V Sloveniji smo že povedali, da je bilo včeraj potrjenih primerov 532. Če gledamo torej povprečje na 100 tisoč prebivalcev v 14 dneh je 312. Kot sem že prej omenila, evropsko povprečje 277 in se temu nekako že približujemo. Potrjeni primeri kot najverjetnejši vir okužbe navajajo še zmeraj domače okolje, torej gre za lokalni vir okužbe in največji odstotek so družine in domače okolje. Če pogledamo še delež pozitivnih testov v naslednji sliki,
opazimo, da smo nekako obstali na teh 11%, pa vendarle trend nakazuje upad, kar je seveda spodbudno in za vse nas spodbuda tudi zato, da priporočamo čim bolj upoštevanje ukrepov še naprej, da bo ta trend v zadovoljstvo nas vseh še v nadaljnjem obdobju. Glede na regije, nekoliko je razlika med 14-dnevnim številom potrjenih primerov na 100 tisoč prebivalcev in 7-dnevnim številom potrjenih primerov. Vidimo, da se tukaj pri 7-dnevnem številu nekatere regije rahlo poslabšale, nekatere pa tudi izboljšale svojo pozicijo glede na povprečje, ki velja v Sloveniji. Ampak, če pogledamo spodaj, so nekatere regije celo pod povprečjem evropskega povprečja 277 na 14-dnevnem številu potrjenih primerov na 100 tisoč prebivalcev, medtem ko nekatere precej presegajo tudi povprečje Slovenije 331. Pri starostni strukturi ni kakšnih bistvenih sprememb, kot so bile podane že v preteklosti. Vemo, katere starostne skupine se tako po številu primerov kot na 100 tisoč prebivalcev najpogosteje pojavljajo. Še vedno imamo nekak trend večanja med starostni skupini 15 do 24 let. Kako je v domovih starejših občanov? Situacija je precej vzpodbudna, razen v enem primeru manjšega izbruha enega samega doma starejših občanov, ki navaja zato tudi ta številka 14 v zadnjem tednu, torej vezana samo na en izbruh v enem domu starejših občanov, ki pa ni prinesel kakšnih bistvenih ali težjih oblik obolenja in v večini gre za cepljene ali pa delno cepljene osebe, nekaj primerov pa je še v preiskavi. Prav tako pri smrtih vidimo, da med oskrbovanci v zadnjem tednu ni bila zabeležena nobena smrt, v smislu tistih, ki so bili okuženi SARS-CoV-2 28 dni pred smrtjo. In to je seveda ponovno vzpodbudna vest, da tudi če se starostniki okužijo, potek bolezni ponavadi ali poteka asimptomatsko ali z zelo, zelo blagimi simptomi. V šolah prav tako nimamo kakšnih bistvenih sprememb in sicer slika je popolnoma enaka, trend upadanja je podoben trendu upadanja, kot je v splošni populaciji. Ponovno vljudno prosimo šole, da upoštevajo priporočila, ki so bila izdana in jim poslana, da jih večkrat pravzaprav prebirajo in poskušajo na ta način tudi vse ukrepe izvajati. Prav tako so nas nekateri ravnatelji obvestili in prosijo starše, da naj vendarle ne pošiljajo v šole bolnih otrok. Tudi to se še dogaja, zaradi tega je občasno tudi ta težava, predvsem za pedagoški kader, da ureja potem razmere, ki jih je potrebno kot visokorizične kontakte tudi urejati. Naj povem še nekaj, da precepljenost seveda raste, ampak zaščitno obnašanje in ponovno poudarjam, nefarmakološki ukrepi so še potrebni. Velikokrat opazujemo, kako se nošnja mask ne izpolnjuje kriterijev za pravilno nošnjo mask. To je tako, kot če bi vozili po sredi ceste, nekje po črti, namreč nemogoče je imeti masko nekje na pol, tako kot moramo voziti po svojem voznem pasu, da zaščitimo sebe in tudi tistega, ki prihaja nasproti, v tem primeru pa se izognemo virusu, ki nam lahko na vsakem koraku prihaja nasproti. Naj povem še nekaj glede zmanjševanja števila pozitivnih primerov in sledenja kontaktov. Res je, da epidemiologi, in to bi res rada poudarila, nikoli nismo popolnoma prenehali z iskanjem kontaktov. Epidemiologi smo se prilagajali razmeram, številu primerov in smo ohranjali to iskanje kontaktov predvsem za tista področja, ki so bila kritična. Vzgojno-varstvene ustanove, domove starejših občanov, zdravstvene inštitucije. Vsem tem smo bili ves čas na voljo, kolikor je bilo mogoče. Res je, da so se stiki iskali tako, da smo tiste, ki so bili pozitivni, prosili, da jih obvestijo visokorizične kontakte in se ljudje potem samozaščitno obnašajo. Ampak vendarle poklicali in kontaktirali smo vse,
pozitivne osebe in na ta način zagotavljali ali poskušali zagotavljati njihovo sodelovanje pri obveščanju visokorizičnih kontaktov. Številka 300 ni arbitrarna številka, torej gre zgolj za neko oceno, ki pa seveda povzame ali pa je postavljena na osnovi številnih kriterijev. Ne samo kapacitet, ampak tudi tega, koliko visokorizičnih kontaktov neka oseba ima. Naprimer, če imamo samo 2 visokorizična kontakta, osebe, ki je pozitivna, seveda se ta 2 kontakta lahko pokliče, opravi in je zadeva pravzaprav dokaj hitro opravljena. Če pa ima taka pozitivna oseba več kontaktov, 10 in več, včasih v šolah 30, celi razredi, se seveda številka 300 lahko odmakne od tistega dnevne kapacitete, ki jo naše sposobnosti lahko pokrijejo. Tako da torej gre za več dejavnikov. Mi bomo pravzaprav še zmeraj poskušali čim bolj delovati in poskušali pokriti čim bolj te številke, ki se bodo manjšale. Naj pa povem, da je protokol delovanja torej popolnoma enak, ne glede na to, kolikšno je to število, z večjo ali manjšo intenziteto pri iskanju visokorizičnih kontaktov, da pa so vsi napori obrnjeni in usmerjeni v ustanavljanje profesionalnih klicnih centrov, zaradi tega, ker je to dolgoročna rešitev in zaradi tega, ker je to lahko eden odličen dolgoročni pripomoček pri zagotavljanju emergency, tako imenovanih kriznih upravljalnih centrov, ki nam jih naroča, da jih ustanovimo tudi mednarodna skupnost in mednarodni pravni predpisi. Torej, gre za dolgoročni ukrep, ki bo v podobnih situacijah omogočal, da ne bomo v takih stiskah v številkah in iskanju visokorizičnih kontaktov in da bo delovanje epidemiološke službe še bistveno bolj učinkovito, tudi takrat, ko se število primerov poveča. Hvala lepa. Hvala lepa tudi vam za te uvodne besede. Je morda kakšno vprašanje za gospod Čakš-Jager? Prvo vprašanje bo zastavil svet na kanalu A. Rebeka Tomadus je z nami, izvolite. Lepo pozdravljeni. Omenili ste, da cepljenost sicer raste, ampak po naših podatkih z enim odmerkom v nobeni starostni skupini še nismo presegli 70% cepljenosti, za razliko od drugih državah, nekateri so dosegli 80 ali pa še višjo kot 80% cepljenost. Kako ocenjujete uspešnost, našo cepljenost, uspešnost naše cepljenosti oziroma zainteresiranosti ljudi na drugi strani? Hvala. Hvala za to, ampak glede na to, da bo nacionalna koordinatorica za mano na vrsti pri tem podajanju, prosim, če lahko nanjo naslovite to vprašanje. Sledi vprašanje Radia Ognjišče. Izvolite. Ja, lep pozdrav, Tanja Dominko je moje ime. Kdaj pa se načrtuje ta vzpostavitev klicnega centra, ki ste ga omenili? Torej, ti podatki ne morem vam točno reči, ampak pogovori potekajo zelo, zelo intenzivno in tako epidemiološka kot vse ostale službe, ki so v vzpostavitvi takega centra potrebne, sodelujejo tesno vsakodnevno, vsakotedensko in trendi so seveda, da se za to vzpostavitev zagotovi tako finančna kot kadrovska sredstva. Struktura je postavljena, točnega datuma pa vam težko zdajle povem. Hvala lepa. Sledi vprašanje STA. Sanja, izvolite. Lepo pozdravljeni. Jaz bi dopolnila vprašanje predhodnice glede klicnih centrov. Morda kakšna beseda več o tem, kdo bi v njih delal, bodo to epidemiologi, se bo izobraževalo kakšen dodaten kader? Najlepša hvala. V grobem je zastavljeno, če vam seveda lahko tako na hitro povem, zastavljeno večstopenjsko. Sodelovali bodo tako centri, ki že profesionalno podobne zadeve izvajajo, to se pravi prav profesionalni centri za anketiranje in pa seveda tudi epidemiologi oziroma stopenjsko umestno tudi študentje medicine, kar pomeni, da bomo imeli strukturirano postavljeno, kdo lahko dela kaj, na kakšen način z algoritmom in v kakšni pristojnosti bo kakšen primer. Tehnično je pa to izjemno zahtevna zadeva in morda za kdaj drugič, ko bo bistveno bližje. Hvala lepa. Naslednje vprašanje bo zastavila gospa Hadner. Hvala. Žurnal 24, izvolite. Ja, lepo pozdravljeni. Jaz bi se tudi navezala na prejšnje vprašanje. Zanima nas, kaj se je zgodilo z obljubljeno pomočjo Ministrstva za zdravje.
Glede klicnih centrov, zagotovljena naj bi bila dodatna sredstva za pomoč oziroma tudi kadri, a se je to uresničilo? Hvala lepa. Mislim, da boste to vprašanje, prosim, naslovili na Ministrstvo za zdravje. Zaenkrat ostajamo pri teh centrih, ki jih imamo, in pri tem profesionalnem, kjer pa gre za sodelovanje tako med NIJZ-jem kot med drugimi ministrstvi, predvsem pa seveda pod pokroviteljstvom Ministrstva za zdravje. Hvala lepa tudi za ta odgovor. Pa še vprašanje TV Slovenija. Andreja Gregorič, izvolite. Pozdravljeni. Mene zanima, če lahko nekoliko pojasnite, menda na NIJZ-ju pripravljate neko informacijsko podporo, prek katere bi v bistvu državljani lahko dobili potrdila, da izpolnjujemo enega od pogojev PCT, če lahko kaj več o tem poveste. Hvala. Znati, da vam na ta vprašanje zdaj ta trenutek ne znam odgovoriti in bi prosila, da ga naslovite na našo PR službo, boste dobili odgovor. Hvala lepa. Še kakšno vprašanje morda? Kot kaže, smo izčrpali vsa vprašanja za vas. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Prehajamo k drugi temi, k drugi današnji gosti. Z nami je tudi nacionalna koordinatorica za cepljenje na NIJZ, dr. Marta Grgič-Vitek, ki jo še enkrat lepo pozdravljam med nami in ji predajam besedo. Izvolite. Hvala lepa. Lep pozdrav. Čisto na kratko še o cepljenju proti COVID-19 v Sloveniji. Zdaj morda za začetek nekaj o dosedanjih dobavah cepiv v Sloveniji. Tukaj imate eno razpredelnico, ki kaže, kako so bila po mesecih dobavljena cepiva, in vidite, kako pač narašča vsak mesec število odmerkov, ki jih prejmemo v Slovenijo in tudi porabimo. Spodaj pa imate pregled, koliko po deležu je bilo dobavljenega kakšnega cepiva, to se pravi največ, skoraj 2/3 cepiva Pfizer, sledi AstraZeneca z 1/4 tega deleža in potem v manjši meri še cepivo Moderna in cepivo Janssen. Zdaj, če gremo kar naprej, kako je pa s spremljanjem izvajanja cepljenja. Zdaj, odkar imamo mi tale prikazovalnik, si predstavljamo, da ljudje to ali pa pač zainteresirana javnost to redno spremlja. Tukaj so večkrat dnevno osveženi podatki, tako da tukaj res lahko dobite sveže podatke o precepljenosti po regijah, po starostnih skupinah, po občinah, po enem odmerku, po drugem odmerku, glede na posamezna cepiva. Skratka, veliko podatkov je tukaj dostopnih, tako da zelo podrobne podatke lahko dobite na tem prikazovalniku. Mogoče bi si pa vsem pogledali, no, kako je pa s temi posameznimi najpomembnejšimi, tisto, kar je ponavadi najprej še tole, ja. Skratka, koliko je delež cepljenih s prvim odmerkom 27% do danes, ob zadnji osvežitvi, in z drugim odmerkom oziroma polno cepljenih 14,2%. Pri tem je bilo število vseh izvedenih cepljenj 870 tisoč in število dobavljenih odmerkov nekaj čez 1 milijon. Zdaj velikokrat dobimo vprašanje, zakaj je ta razlika med izvedenimi cepljenji in dobavljenimi odmerki. Namreč tukaj gre za časovni zamik, ne? Mi dobimo cepivo recimo v ponedeljek, potem se pa razdeli v torek. Skratka, od teh 1 015 000 odmerkov, ne, je bilo izvedenih cepljenj 870 tisoč, pri tem vemo, da je šlo včeraj v razdeljevanje nadaljnjih 100 000 odmerkov, ki smo jih prejeli, nekaj malega je pa tudi še na rezervi na NIJZ. Potem pa, če gremo naprej na kako je s deležem cepljenih glede na spol. Vidimo, da je cepljenih nekaj več žensk kot moških, te razlike niso več tako velike, kot so bile pred recimo enim mesecem. 25% moških cepljenih s prvim odmerkom in 29% žensk, in potem tudi z drugimi odmerki nekaj več žensk kot moških. Če pogledamo precepljenost kar naprej po starosti,
No, to je pa tisto, kar je bilo prej vprašanje. Ne. Vidimo, da res, zdaj tako, te starostne skupine nad 70 let so relativno dobro precepljene. Najbolj starostna skupina 70 do 74 let, kjer je v resnici nekako smo dosegli ali pa bomo v kratkem dosegli teh 70%. Seveda druge te starostne skupine pa malo manj. V različnih regijah je to sicer nekaj različno, no, ampak potem tudi ta skupina nad 60, ne, tudi tukaj smo prišli že skoraj do 50%, medtem ko 50 plus, tukaj nam pa še precej manjka. No. Zdaj, na vsak način bi bilo seveda smiselno oziroma bo potrebno to precepljenost v teh najvišjih starostnih skupinah še povečati. Seveda vemo, da se tudi sprot odločajo ljudje, sprot se prijavljajo, tako da ti stolpci se nenehno večajo, ampak morda bi bilo treba seveda še kaj več narediti, no, to, da bi se starejši še več odločali za tole cepljenje. Zdaj ponekod so te precepljenosti res zelo visoke v nekaterih državah, ampak seveda to je vse odvisno od tega, pač ponekod imajo tudi precepljenost proti gripi blazno višjo, pa vemo, kako je pri nas v Sloveniji glede tega. Zdaj, kako je po regijah, tukaj tudi vidite neke take malo razlik, no sicer, ampak tam nekje tiste najboljše regije se približujejo 30% cepljenih prebivalcev, medtem ko nekatere druge regije malo zaostajajo s prvim odmerkom, nekje okrog četrtina prebivalstva cepljenega, ampak tam bliž četrtine prebivalstva je pa cepljenega pravzaprav po vseh regijah, no, z enim odmerkom vsaj, drugi odmerk pa še malo zaostaja. Zdaj, če gremo, potem pa še, zdaj vsakič povem, da imamo pač tedensko pripravimo poročilo o neželenih učinkih in tukaj imam nekaj teh podatkov iz zadnjega tedenskega poročila o neželenih učinkih do 16.5. S cepivom proizvajalca Pfizer je bilo do zdaj izvedenih cepljenj 577 tisoč in skupno število prijavljenih nekje 2600, kar je nekako 0,5%, to se pravi neželenih učinkov glede na število izvedenih cepljenj. Za cepivo Moderna je bilo izvedenih 85 tisoč cepljenj in je bilo število prijavljenih neželenih učinkov 116. To je nekaj manjši delež glede na opravljeno število cepljenj, to je okrog 1 promile. Ne, tako da skratka, 1 promila ljudi, ki se je cepila s cepivom Moderna, je pri njih bilo prijavljen neželen učinek. Če gremo naprej za cepivo AstraZeneca oziroma Vaxzevria, je bil ta delež nekoliko večji, 1,3%, to se pravi 2180 prijav neželenih učinkov od 160 tisoč opravljenih cepljenj. In pa še za cepivo Janssen, kjer je bilo pa 23 prijav neželenih učinkov na 9466 opravljenih cepljenj. Tukaj gre pa za delež 0,2%, tudi relativno majhen delež. To se pravi, vidimo pri cepivu AstraZeneca je nekako največji delež med cepljenimi teh poročanih neželenih učinkov. No, ampak če si pogledamo še naprej, tukaj imamo en prikaz po organskih sistemih za cepivo proizvajalca BioNTech Pfizer. Skratka, ti neželeni učinki so razvrščeni po organskih sistemih na tak način, kot ga uporablja EMA. In tukaj je seveda nekaj več neželenih učinkov, ne? Prej smo videli nekaj čez 2000, vemo pa, da je na vsaki prijavnici lahko prijavljenih več neželenih, to se pravi pri isti osebi prijavljenih več neželenih učinkov. Ampak tisto, kar hočem pokazati, je predvsem to, da najpogosteje se pojavljajo splošne težave in spremembe na mestu aplikacije in potem naprej po drugih organskih sistemih in to velja za vsa cepiva, tako da če pogledamo naprej naslednji tale slajd, kjer so prikazani neželeni učinki za cepivo Vaxzevria, je čisto enake oblike. Tako da tudi tukaj prevladujejo splošne težave in spremembe na mestu aplikacije. Mogoče bi šli kar naprej. Zdaj pa, kako je pa z resnimi neželenimi dogodki po cepljenju? Po definiciji se med resne neželene dogodke uvrščajo
življenje ogrožajoče stanje ali bolezen, potem, če je oseba hospitalizirana ali ima podaljšano hospitalizacijo zaradi nekega takega dogodka, če gre za trajno okvaro ali prirojeno anomalijo, če gre za druga klinično pomembna stanja ali pa za smrt osebe. In od začetka cepljenja do vključno, skratka do tega zadnjega poročila, do 16.5. smo v register prejeli po posameznih cepivih takole 46 prijav resnih neželenih dogodkov po cepljenju s cepivom Comirnaty, to se pravi po cepljenju s cepivom proizvajalca BioNTech Pfizer. In teh prijav je bilo 1,7% glede na vse prijave. Pri Moderni je bilo takih prijav resnih neželenih učinkov 6, to je 5,2% glede na vse prijave, in pri cepivu AstraZeneca 25 prijav, to je pa 1,1% glede na vse prijave. To se pravi nekaj manj, tukaj prej smo videli, da je delež neželenih učinkov prijavljenih večji glede na opravljena cepljenja, ampak resnih neželenih učinkov glede na vse prijave je pa nekoliko manjši kot pri drugih cepivih. Zdaj pa še tole, ravno danes smo objavili in poslali tudi na teren nova priporočila oziroma posodobljena priporočila za cepljenje proti COVID-19 in sem hotela opozoriti samo na nekatera vprašanja, ki se pogosto pojavljajo. Recimo to nas velikokrat sprašujejo, kako je s temi priporočenimi presledki med prvim in drugim odmerkom. Kot vemo, pri Pfizer cepivu je ta priporočen presledek 3 tedne, pri cepivu Moderne 4 tedne, pri cepivu AstraZeneca je pa priporočljiv presledek 12 tednov, čeprav seveda je možno cepljenje opraviti tudi prej, glede na SMPC oziroma ta glavni povzetek značilnosti zdravila, je možno cepljenje opraviti med 4 in 12 tednom, razmak med prvim in drugim odmerkom. Še enkrat poudarim, da zaradi boljše učinkovitosti priporočamo, da je ta presledek čim daljši oziroma da je nekje 12 tednov. Potem cepivo Pfizer-BioNTech je registrirano za osebe stare 16 let in več, ostala cepiva so registrirana za uporabo pri odraslih starih 18 let in več. Zdaj naj povem, da v kratkem se pričakuje, ali pa tam nekje proti koncu meseca, mislim, da je napovedano, da bo EMA predvidoma izdala dovoljenje tudi za cepljenje mlajših, to se pravi najstnikov, starih od 12 let dalje, za cepivo Pfizer, tako da takrat bo treba pripraviti tudi ta priporočila, kako bodo pač priporočila za cepljenje najstnikov. Potem pa kako je s cepljenjem prebolevnikov. Tudi tukaj so kar številna vprašanja. Zdaj tukaj so se velikokrat priporočila spreminjala, namreč zato, ker so se tudi razmere zelo spreminjale. Najprej čisto začetku, ko smo začeli s cepljenjem, je bilo prvo vprašanje, a se bojo tudi prebolevniki cepili. In že takoj v začetku je bilo sprejeto priporočilo, da je cepljenje priporočljivo tudi za prebolevnike in da praviloma naj bi se pri vseh, kjer se cepljenje začne, tudi nekako pravilo polno cepljenje. To se pravi tam, kjer so pač predvidena 2 odmerka, da dobi oseba 2 odmerka, če je predviden 1 odmerek, dobi oseba 1 odmerek. Tako da seveda je cepljenje možno opraviti pri nekom, ki preboli bolezen, takoj ko mine izolacija, tako kot pri vseh drugih cepljenjih. Ko se oseba dobro počuti in nima več težav, je lahko cepljena. Ampak to seveda ni potrebno. Pri COVID-19 vemo, da je oseba še nekaj mesecev po bolezni zaščitena, zato se cepljenje lahko varno odloži do 6 mesecev po bolezni. In dosedanji podatki tudi kažejo, da je za zaščito oseb, ki so v zadnjih 8 mesecih dokazano prebolele COVID-19, zadostuje 1 odmerek cepiva proti COVID. Tako da vsi ti so lahko cepljeni z 1 odmerkom. Zdaj, če pa mine več kot 8 mesecev, in v takih primerih seveda tudi velja, da je oseba potem, če je nekdo prebolevnik, pa je potem cepljen z 1 odmerkom, tukaj ni pol nobenega intervala, da bi bilo kaj treba čakati, ampak je oseba zaščitena takoj, ko je cepljena, že spet za naslednjih kolikor časa, zaenkrat rečemo 6 mesecev po cepljenju. Zdaj, če je pa minilo več kot 8 mesecev od začetka bolezni, potem prebolevnik oziroma oseba, ki je prebolela, prejme polno cepljenje in ravno tako velja za imunsko oslabljene osebe. Skratka, imunsko oslabljene, ki so prebolele COVID, ravno tako prejmejo polno cepljenje. Zdaj pa osebe, ki so pa
če so bile pa že cepljene s prvim odmerkom, pa so po prvem odmerku zbolele, naj pa tudi ta drugi odmerek prejmejo in to cepivo istega proizvajalca naj prejmejo znotraj 6 mesecev po začetku bolezni. Zdaj večkrat dobimo vprašanje, kako je s cepivom Janssen in prebolevniki. Najprej smo imeli seveda napisano, da cepivo Janssen ni primeren za prebolevnike, namreč ravno z tega razloga, ker se Janssen smatra kot dvojni odmerek oziroma kot pač nadomešča 2 odmerka oziroma je za polno shemo dovolj 1 odmerek. Seveda s cepivom Janssen ravno tako so lahko prebolevniki cepljeni, no, posebej tisti, kjer mine že več časa. Naj pa poudarim, da če je pa nekdo cepljen z Janssenom, saj to se nam še ni zgodilo, no, ker je bilo še tako malo cepljenih, ampak če pa nekdo recimo bi bil cepljen z Janssenom, pa bi potem zbolel, potem pa seveda ne dobi še enega odmerka, ne, ker ta je pa že opravil polno cepljenje in če je zbolel, potem polnem cepljenju pač velja, da cepivo ni delovalo, ampak take osebe se potem ne cepi dodatno, tudi ta vprašanja dobivamo. No. Zdaj, če gremo na... še tole. No, to sem že razložila, kako je s temi odstopanji med prejetimi in porabljenimi odmerki. Velikrat se pojavi zdaj tudi vprašanje, kako je s tretjim odmerkom. Namreč nekateri, ki so bližje ali pa ki smo bližje cepljeni zelo zgodaj, se jim bo zdaj izteklo tisto obdobje 6 mesecev ali pa nekje sred poletja, no, izteklo obdobje 6 mesecev, ko pravimo, da so osebe po cepljenju zaščitene. Seveda se bo to obdobje moralo podaljšati. Ponavadi odgovarjamo takole, no, da zaenkrat za vsa dvoodmerna cepiva velja, da sta priporočena le 2 odmerka. To se pravi, tretji odmerek ni še nikjer priporočen. In priporočil za tretji odmerek ni in jih pred jesenjo najverjetneje ne bo. Seveda bomo pa zdaj v naslednjih mesecih gotovo dobili več dokazov o tem, o daljšem trajanju zaščite po cepljenju. Zdaj po mojih informacijah bo tudi, pač to bojo sicer dogovori pokazali, kako bo to šlo, ampak jaz si predstavljam, da ta digitalno zeleno potrdilo bo tudi pač nekaj dalj časa predvidel to zaščito, mislim, da bo tam nekje vprašanje, no, se bojo dogovorili, ampak na vsak način bo treba ta čas zaščite podaljšati, tako da, ker to pred jesenjo gotovo ne bo teh poživitvenih odmerkov, no, tako da tudi takrat pa prav gotovo velja, da so osebe zaščitene, če so polno cepljene. Pa še to vprašanje, koliko oseb se na dan cepi v cepilnih centrih. Malo smo pogledali pri nas, kako je povprečje na dan, tam nekje 6000 na dan cepljen se opravi v cepilnih centrih. Prav 2 dneva sta pa prav izstopala, ko je bilo opravljenih več kot 27 000 cepljenj, to je bilo v maju 2 dneva. In to predstavlja tam nekje 1,3% prebivalstva. Tam Nemci so poročali enkrat konec aprila, da so cepili več kot 1 milijon, da so prvič cepili več kot 1 milijon prebivalcev, ne, to je tam nekje 1,3%, ne, tako da tudi pri nas recimo se te številke bi bile lahko zelo visoke, no, če bi seveda imeli dovolj cepiva in dovolj ljudi, ki bi bili pripravljeni se cepiti. Hvala lepa. Hvala lepa tudi vam. Odpiramo vprašanja. Prvo vprašanje bo zastavila Špela Lobe, 24 ur, izvolite. Ja, dober dan. Še eno vprašanje v povezavi s prebolevniki. Torej tisti, ki bodo dobili, oziroma so dobili po preboleli bolezni en odmerek cepiva, bodo lahko imeli težave recimo pri prehajanju meje, ker ni to očitno še v oziroma na svetovnem nivoju usklajeno. Kako je s tem v drugih državah in kakšno potrdilo bodo dobili ti, ki so bili cepljeni z enim odmerkom po preboleli bolezni. In pa še drugo vprašanje, epidemiološko me zanima, kaj je najbolj smiselno, zdaj se je pod 50 spustila ta meja, torej množično cepljenje. Cepilni centri pravzaprav cepijo vse starostne skupine. Ali je smiselno še naprej neko prioriteto držati pri teh starejših ljudeh, ali je najbolj smiselno cepiti kogarkoli, ki to želi. Hvala lepa. Ja, bom od odzadaj, no, zdaj to prvo tole vprašanje. Namreč, zdaj mi nismo opustili strategije. Skratka, še zmeraj veljajo prednostne skupine, tako kot so zapisane v strategiji. Še zmeraj velja, da imajo prednost najbolj ranljivi, to se pravi starejši. In če se starejši odločijo za cepljenje, imajo prednost, ne. Zdaj, ne vem, nekaj smo slišali, da Nemčija bo opustila te prednostne skupine, ampak jaz mislim, da pri nas še nismo tako daleč, da bi lahko rekli, da ne. Skratka, te prednostne skupine si želimo, da bi se
da bi bila višja precepljenost, kot je, no, in zato imajo te skupine še vedno prednost. Seveda pa tam, kjer so pa v cepilnih centrih, kjer so pa te prednostne skupine nekako izčrpali oziroma uspeli pocepiti, ne, seveda pa potem grejo pa pod 50, starost pod 50, tam se pa potem glede na datum prijave te prioritete postavljajo. Zdaj, kako je s cepljenjem prebolevnikov? Ja, zdaj nekaj držav se je odločilo v Evropi, tako kot so priporočila pri nas, to se pravi, da za prebolevnike velja en odmerek, medtem ko ja, številne države pa pač imajo 2 odmerka, ampak jaz upam, da se bojo v Evropski skupnosti uspeli dogovoriti, da bo nekako to zadostovalo, ker pač nekako študije kažejo, da je en odmerek za tiste, ki so že preboleli bolezen dovolj, oziroma da so recimo titri protiteles pri nekom, ki je prebolel, pa je potem cepljen z enim odmerkom pravzaprav višji kot pri nekom, ki je dobil 2 odmerka cepiva, in tisti drug odmerek pravzaprav, kar se tiče protiteles, ni videti kakšnega dodatnega učinka. Tako da jaz upam, da se bo to uredilo. Zdaj zaenkrat je v priporočilih sicer obstaja ta možnost, da oseba dobi tudi 2 odmerka, če je to nekako izrecno, ampak načeloma to ni potrebno. No. Hvala lepa. Sledi vprašanje Planeta TV. Izvolite. Pozdravljeni, se bom kar navezala na to, na prebolevnika in cepljenje. Zanima me torej, če bodo se torej prebolevniki lahko cepili s prvim odmerkom pred iztekom tega 6-mesečnega obdobja. Hvala za to vprašanje. Ja. Zdaj, tako, dokler je bilo cepiva res so bile tako zelo omejene količine, smo zelo poudarjali, da se res cepljenje odloži, saj še zdaj poudarjamo. Strokovno je, smiselno je, da se cepljenje odloži 6 mesecev, zato ker je takrat oseba zaščitena in ni potrebe, da bi se prej cepila. Ampak, če nekdo želi, tako kot rečeno, je pa lahko v priporočilih novih piše, da se lahko cepi oseba pravzaprav takoj, ko preboli bolezen. Ampak smiselno je pa, da se cepljenje odloži tam, da se opravi nekje čim bolj konc tega 6-mesečnega obdobja. Strokovno pač je to tako, ne, ker ni potrebno, da se to prej opravi. To velja pol tudi pri cepivu AstraZeneca, ne, namreč tam tudi, kar smo prej zelo poudarjali, dokler je bilo cepivo res v tako omejenih količinah, da se pač ti presledki čim bolj podaljšajo, ne, ali pa pri prebolevnikih, da se res ta 6-mesečni termin spoštuje, zato da ne bi cepili nekoga, ki pač ne potrebuje cepljenja, zmanjkali bi pa za tiste najbolj ranljive, ki pa res rabijo cepljenje. Hvala lepa. Prehajamo k vprašanju TV Slovenija. Izvolite. Pozdravljeni, jaz bi se navezala na Šteljino vprašanje, kako bodo torej prebolevniki, ki so torej, kot pravite, strokovno, pač je en odmerek strokovno utemeljen, da zadostuje, kako bodo dokazovali torej, da so polno cepljeni. Prej, ne vem, ali sem preslišala ali niste dokončali stavka, kaj torej, koliko časa je zdaj zadnja ugotovitev, da traja zaščita po polnem cepljenju, oziroma v katero smer se nagibajo v bistvu razmisleki, ko ste govorili o podaljševanju. In nekaj od tega, kar ste naštevali glede prebolevnikov in razmikov med odmerki in podobno, so v bistvu neke novosti, ko ste predstavljali, da so priporočila posodobljena. Hvala lepa. Pravzaprav ta priporočila so bila zdaj že tudi tista trenutna, ki so bila do zdaj na spletni strani, zdaj ni ne vem kaj novega, bolj je v smislu, da se bolj pojasni, zakaj so kakšne stvari, da strokovno je tako, ampak iz nekih drugih razlogov, recimo zaradi priznavanja cepljenja, je pa možno tudi drugače. No? Tako, zato, da je bolj pojasneno, kaj je strokovno in kaj se pač izvede zaradi nekih drugih razlogov. No? Čakajte, pol ste spraševali glede... Kako bodo prebolevniki cepljeni samo z enim odmerkom dokazovali, da so polno cepljeni? In ko ste govorili o zaščiti, katero je zdaj zadnje dokazano trajanje zaščite oziroma katero smer gredo razmisleki, za koliko bi se to v bistvu priznalo podaljšanje? No?
To podaljšanje bomo obravnavali na enem od naslednjih sestankov posvetovalne skupine za cepljenje. Namreč zdaj časa do takrat, ko se izteče to 6-mesečno obdobje, jaz zmeri rečem, da to 6-mesečno obdobje je bilo itak tako malo nerodno komunicirano v smislu, zdaj tako, ko si ti polno cepljen, veljaš za zaščitenega, ne. Zdaj, da bi tako, pravzaprav pri drugih cepivih tega ne delamo, ne, da bi rekli, ne vem, zaščiten, ali pa če se pa že ve, kdaj je potreben poživitven odmerek, pač se reče, ne vem, po 2 letih je pa potreben poživitven odmerek, ali pa po par mesecih je pa potreben poživitven odmerek. Zaenkrat še ne vemo, po kolikem času bo potreben poživitven odmerek, tako da seveda zdaj govorimo zaenkrat o teh 6 mesecih, ampak ta termin se bo moral podaljšati, pač v skladu s tem, kar bomo pač videli iz literature, oziroma kar bojo podatki pokazali, da za toliko se lahko podaljša, ne, ampak mislim, da bo to kar z digitalnim zelenim potrdilom urejeno, enotno za evropske države. Zdaj, kako bojo pa prebolevniki dokazovali? Zdaj, mislim, da je ministrstvo že poslalo, včeraj smo poslali pobudo, pa smo dobili odgovor, da se to že pač dogaja, no, da se bo to uredilo tudi z odloki. Namreč strokovno priporočilo je seveda, da je prebolevnik enkrat cepljen in zdaj v tem primeru bi moral pač imeti potrdilo o tem, da je prebolel in potrdilo o tem, da je cepljen z enim odmerkom. Ampak dokler to ni napisano v enem odloku, ampak je bilo rečeno, da bo to ta teden urejeno, no, ali pa saj zdaj v kratkem času urejeno. No, tako da bo tudi v odloku napisano, da je to v redu. Hvala lepa. Sledi vprašanje Sveta na kanalu A. Izvolite. Torej, če se samo še navežem na to vaš prejšnji odgovor, torej tudi tisti prebolevniki, ki recimo niso bili na PCR testu, bodo potemtakem morali denimo imeti potrdilo zdravnika, da so preboleli in hkrati potrdilo, da so enkrat cepljeni. In pa še prej ste omenjali teh 70% precepljenosti, ki naj bi jo dosegli v vseh starostnih skupinah. Kakšna pa bi bila tista optimalna številka, ki bi si jo epidemiologi stroka želeli? To je pa težko reči, kaj bi bila optimalna. Zdaj nekateri celo govorijo o 80% precepljenosti. Nihče ne ve, koliko je tista optimalna oziroma kakšna je zares potrebna, ne. Te številke, ki pač krožijo, so tiste, za katere mislimo, da bojo nekako ustavile širjenje. Zdaj, višja, ko je precepljenost, boljša je, ne. Tako da zdaj, kolikor bomo uspeli doseči, seveda se bomo trudili, da bi bila ta precepljenost čim višja. Mi zelo dobro vemo recimo za ošpice, ki so zelo nalezljiva bolezen, da mora biti precepljenost 95%, če želimo, da se ošpice ne širijo v populaciji. Zdaj za COVID bomo počasi videli, ne, se bo s časom pokazalo, koliko je potrebna precepljenost, da povzročitelj sploh ne bi krožil. Ampak zdaj, ne, to, da sploh ne bi krožil, to je verjetno pri COVIDu zelo malo verjetno. No? Tako da zdaj, koliko so točno te procenti, je težko reči. Še nekaj ste vprašali? Če bo tisti prebolevniki, ki recimo niso bili na PCR testih, pa imajo denimo potrdilo od zdravnika, da so preboleli, bo torej tudi to zadostovalo oziroma enačeno s PCR testom pozitivnim. Zdaj v priporočila smo tako zapisali, da do 1.7. velja tudi potrdilo zdravnika, zato ker se takrat nekako izteče tisto 6-mesečno obdobje od takrat, ko je veljalo, da pravzaprav se vseh ne potrjuje. Recimo, da se družinskih članov ne potrjuje in tam pravzaprav vemo, da je oseba oziroma zdravnik lečeči, ve, da je oseba zbolela, nima pa PCR testa. Drugače je mišljeno, da ne bi bil PCR test tisti, ki je pač dokaz o preboleli bolezni. Hvala lepa. Še 3 prijave za vprašanje imamo. Najprej žurnal 24. Izvolite. Jaz bi najprej vprašala, lepo pozdravljeni. Kakšen je protokol za tiste, ki so cepljeni z AstraZeneco, pa da želijo biti cepljeni prej kot v 12 tednih, ali pa za prebolevnike, ki želijo biti cepljeni preden se izteče ta 6-mesečni rok, koga pokličejo, kam se prijavijo, kako naj pač ravnajo, da bodo to dosegli. Potem me zanima, kdaj po vaših pričakovanjih bi se začelo cepljenje najstnikov, če bo EMA konec maja odobrila Pfizer. In morda, če veste, kako je s cepljenjem ljudi s celiakijo, ali se njih cepi oziroma ali so oni tudi prednostna skupina. Hvala lepa.
Ja, ljudje s celiakijo so prav gotovo kot kronični bolniki prednostna skupina, pravzaprav kontraindikacij za to cepljenje ni, razen res kakšnih anafilaktičnih reakcij na sestavine cepiva, sicer pa so vsi, posebej kronični bolniki, je smiselno oziroma priporočljivo, da se cepijo. Glede cepljenja najstnikov bi rekla, da pravzaprav zdaj še nimamo nič, se nismo o tem pogovarjali kako, no, ampak na vsak način bo verjetno, oziroma bo pač treba pripraviti priporočila kako, a se jih mogoče prednostno cepi, ali se jih cepi pač glede na vrstni red prijave. Skratka, takoj, ko bo cepivo odobreno, bo treba pač priti z nekimi priporočili, kako obravnavati najstnike, ne. Glede na to, kolikšen delež prispevajo ali pa koliko prispevajo k bremenu bolezni oziroma k prenašanju virusa v populaciji, no. Še nekaj je bilo na začetku. Vprašala sem vas še, kakšen je protokol za tiste, ki so cepljeni z AstraZeneco, pa nočejo čakati 12 tednov, pa tiste, ki so prebolevniki, pa nočejo čakati 6 mesecev, kakšen je protokol, komu si prijavijo, komu sporočijo to, da bodo prišli do tega predčasnega cepljenja. Potreben je dogovor v cepilnem centru, no. Zdaj, mi smo poslali ta priporočila v cepilne centre, pač zdaj, ti, ki se želijo pač cepiti drugače, kot je strokovno priporočilo oziroma prej, no, bi pa rabili pač se zmeniti v cepilnem centru, kako jim je to omogočeno. Hvala lepa še za to pojasnilo. Sledi vprašanje Radia Ognišče, prosim. Ja, lepo pozdravljeni. Mene pa zanima za cepljenje v gospodarstvu, kakšen odziv je za zdaj pri gospodarskih družbah in ali bo organizirano cepljenje torej pri njih, ali boste vabili v cepilne centre, to je eno vprašanje. In še eno vprašanje, ali spodbujate tudi k cepljenju negovalcev na domu? Poslušalci nas opozarjajo, da ti negovalci namreč ne potrebujejo rednega tedenskega testiranja. In glede na to, da delajo s starejšimi in tudi drugimi rizičnimi skupinami, je to kar zaskrbljujoče. Ja, ti oskrbovalci so bili zmer nekako, jim je bilo obljubljeno, da bojo kot nujne službe, no, ampak zdaj nekako smo že prišli v fazo, ko pravzaprav je bila ta kritična infrastruktura posebej razvrščena v strategijo, medtem ko zdaj so se pa odprle te cepljenje pravzaprav za vse prebivalce, no. Ampak za te osebe sigurno je blazno priporočljivo, da so cepljene čim prej, ne, in zdaj pač, ampak glede na prijavo v cepilnem centru, no. Zdaj kot neka prednost v strategiji zaenkrat jih ni, no, tako da morajo pač poskrbeti, da bojo čim prej cepljeni, zato da se izognejo vsem tem postopkom oziroma tem neprijetnostim. Hvala lepa. Naslednje vprašanje zastavlja Planet TV, izvolite. Jaz imam še dve kratki vprašanji in sicer zanima me, ali imamo v državi trenutno več cepiva, kot je zanimanje za cepljenje. Zanima me pa potem še tudi, kdaj bi lahko pričakovali ta zeleni potni list, kdaj bo stopil v veljavo. Zdaj zaenkrat imamo še zmeraj premalo cepiva, zato tudi tako poudarjam, da je potrebno vseeno paziti in se držati strategije, tako da se še zmeraj ponuja najprej starejšim. Ne glede na to, kdaj se prijavijo, starejši imajo še zmeraj prednost pri cepljenju, no. Tako da cepivo ne ostaja, ker zaenkrat ga še ni več v tako omejenih količinah, kot je bilo, ampak še vedno ga ni dovolj, no. Tako da to je, kar se tega tiče. Kdaj lahko pričakujemo, da bo v veljavo stopil cepilni zeleni potni list, ki bo pač... Ja. Zeleni potni list si pa jaz predstavljam, da bo nekje zaživel tam nekje v juniju, ampak ne znam povedati, ali bolj na začetku ali bolj proti koncu, no. Ampak vem, da nekako načrtujejo en pilot najprej, pa da bojo države postopno vključene v te pilote, potem pa bo zaživel pač nekje v juniju. Nimam podatka kdaj. Hvala lepa, naša gostja ima čas za še eno vprašanje, ki ga bo zastavila TV Slovenija, potem pa mora žal odhiteti novim obveznostim naproti. Izvolite. Pozdravljeni še enkrat. Kaj pa je s potrdili, ki na nacionalni ravni naj bi se vzpostavljal nek sistem, ki nam bi zagotavljal
potrdilo, da izpolnjujemo enega od PCT pogojev, torej kako daleč je ta zadeva, ki naj bi se potem, predvidevam, sinhronizirala z digitalnim potrdilom za mednarodno rabo. Zdaj včeraj je bila objavljena ena študija o kombinaciji cepiv, kako daleč smo v Sloveniji s temi razmisleki oziroma konkretno tudi glede kombinacij vektorskih in mRNA cepiv. In kaj pričakujete, bomo že v kratkem morda dobili tudi nova cepiva? Hvala. Zdaj, glede mešanih shem je zaenkrat stališče, skratka, ni se še posvetovalna skupina opredelila, da bi se sheme mešale oziroma da bi se cepiva med sabo mešale, razen v izjemnih primerih, recimo kot so nosečnice, kjer se priporoča, da se uporablja cepivo mRNA in če je bila recimo, to imamo izrecno v priporočilih napisano, če je bila nosečnica s prvim odmerkom cepljena s cepivom AstraZeneca in če želi dokončati cepljenje, se svetuje, da se drug odmerek da mRNA cepivo. Sicer pa se priporoča, da se opravi cepljenje z drugim odmerkom cepivom istega proizvajalca kot za prvi odmerek. Kar se tiče pa PCT vprašanja, no to pa dajte prosim nasloviti na PR, ker to pa nimam odgovora. Hvala lepa za vsa pojasnila in odgovore, ter da ste bili danes z nami. Hvala. Od splošnih podatkov o cepljenju pa nadaljujemo s konkretno predstavitvijo dela enega izmed cepilnih centrov. Z nami je direktor zdravstvenega doma Bled, magister Leopold Zonik, ki je z nami preko Zooma. Še enkrat lepo pozdravljeni med nami. Izvolite. Ja. Dober dan. Moram povedati, da smo se zdravstveni delavci zdravstvenega doma Bled, pa tudi celotnega kraja cepili že januarja meseca, prvič in potem drugič, vse lekarne, zobozdravniki, privatniki, koncesionarji in vsaj v svojem zdravstvenem domu opažamo, da od takrat, če primerjamo to s prejšnjim letom, ni bilo bolniških staležev oziroma odsotnosti zaradi infektivnih bolezni. To je bil en velik premik. V začetku je bilo pač malo cepiva. Mi smo cepivo potem najprej uporabili za dome ostarelih in potem v naslednjem obdobju pa za starostnike. No, ko pa je prišlo cepiva malo več, pa smo se potem na Bledu opogumili in se povezali z lokalno skupnostjo. Tukaj bi kot primer dobre prakse navedel, da sami tega ne zmoremo, tudi v bodoče ne bomo zmogli. Treba se bo povezati, jaz dajem na primer občino. Občina je tista, ki lahko pomaga, lokalna skupnost, to se pravi, stopite k županu, direktorju uprave, ki se povežejo potem in z vojsko, in z civilno zaščito, z Rdečim križem, s prostovoljci in potem skupaj zmoremo. No, na Bledu smo to naredili tako, da smo v prvem poizkusu v festivalni dvorani cepili naenkrat 900 ljudi. V tako majhnem kraju 900 ljudi, to je bilo kar zalogaj. Naslednjič 800 ljudi, pa potem naslednjič 400 in potem bomo to zdaj zaokrožili za drugi odmerek. Se pravi, 6-krat se bomo poslužili lokalne skupnosti in festivalne dvorane. Ko smo gledali, koga cepiti, zaenkrat, če nekdo ni prišel na vrsto ali se je pozabil prijaviti, potem absolutno starost je tista, ki daje prednost v cepljenju, pa jasno tudi bolezni, ki so kot rizične. Zdajle moram povedati, da ta četrtek bomo iz svojega seznama, tam, kjer so se ljudje prijavljali,
počistili ves seznam. In odpiramo tudi portal Zavem. Na tem je trenutno 900 prijavljenih. Zdaj s portalom so pač male težave. Na portalu so tisti, ki jih je v začetku kot testno prijavila javna uprava, to se pravi, ko so se prijavljali skozi javno upravo. Potem so notri tudi tisti, ki so enkrat že cepljeni. No, in te mešanosti je kar nekaj. Kaj moramo mi prav zdaj narediti, ko potegnemo te ljudi iz portala Zavem? Mi moramo vsakega se pravi občana poklicati in ga vprašati, ali si bil že cepljen, ali kakšno je tvoje stanje, in šele potem mi njega povabimo na cepljenje, mu damo uro in tako naprej. To je trenutno edino varna pot, vendar ta pot je dolga. Ta pot zahteva veliko kadra. Govorili ste o pomoči, ki bo prišla z Republike, to se pravi, da bojo klicni centri, da nam bojo pomagali. Glejte, vse to zdaj delamo ta trenutek, ta teden mi sami na Bledu. To je za kolektiv resnično velik zalogaj. No, in ko bomo to prečistili, potem računamo, da bi se povezali. Vidimo, da vsak dan na ta portal vedno več mladih in mladih se javlja. To se pravi, ena skupina, močna skupina, ki jo bomo morali ponovno testirati, bojo mladi. Potem močen pritisk je tudi z gospodarstva, to se pravi turističnega gospodarstva na Bledu in tudi, bi rekel, ostale, recimo Mercator, pa tako naprej, trgovin. Tukaj že sestavljajo spiske in nas prosijo zdajle za pomoč, ki jim bomo dali. Seveda, dali jo bomo na področju, kjer delujemo, ne pa širše, da bi zdaj rekli, da bi pomagali nekim drugim centrom, ker nimamo kadra. To bomo zagotovili, se pogovarjamo s tako imenovanimi mobilnimi enotami. Približali se bomo uporabnikom, šli bomo v delovne organizacije in tam ljudi cepili. Cepimo z mobilnimi enotami tudi ljudi, ki niso pokretni. Se pravi, to naredimo z patronažno službo, tako da se približamo pacientom tudi na dom. Veliki pritisk pa zdaj na nas predstavlja, tako kot je bilo že omenjeno, to se pravi, ljudje zahtevajo potrdila. Potrdila o cepljenju, potrdila o testiranju in potrdila o prebolevnosti. Zdaj mi svetujemo, načelno svetujemo, da si ljudje pridobijo Sigenco in skozi Sigenco potem sami iztiskajo to potrdilo preko računalnika. Tisti, ki tega ni vešč, ki to ne zna ali nima tehničnih možnosti, seveda potem pride v zdravstveni dom in mi to nekako zagotavljamo. Vendar ponovno povem, to je dodatna obremenitev, že spet obremenitev zdravstvenega kadra. Od testiranja, cepljenja, izdajanja teh potrdil, ob tem, da mora sprotno delo teči nemoteno. Tukaj bi predlagal, da se tudi javna uprava mogoče vključi, da se vključijo občinske upravne strukture, da ljudje potem, da se nekako, da pridejo oni do ERCO sistema,
da oni lahko izdajo ta potrdila. Težko bomo to upravljali, rekel, vse skupaj sami. Pa vendar ta trenutek to s skrajnimi napori počnemo. No, zdaj pa še, bi rekel, sama propaganda, kako naprej. Če se ljudje ne bodo prijavili na samo cepljenje, če ne bodo znali vstopiti na portal ZVEM, potem ne bodo morali biti cepljeni. Zato svetujem, da kdorkoli, tako kot je že minister rekel, kdorkoli v naselju, v vasi, je tega vešč, da pomaga starejšim, da pomaga ljudem nad 60 let, ki mogoče še niso vešči teh računalniških sistemov, da mu pomaga pri vnosu. Če pa to ne gre, pomagamo v zdravstvenemu domu na Bledu pacientom oziroma tistim, ki nas zaprosijo na licu mesta. To naredijo naše medicinske sestre, vendar tu so neke težave z telefoni, z osebnimi telefoni in to gre mobiteli in tukaj gre kar nekaj časa že spet za to zadevo, za prijavo. To se pravi, videli ste, na kolikih mestih smo obremenjeni in menim, da je skrajni čas, da se razmisli na ZZZS ali na ministrstvu, da se javnemu zdravstvu doda kader, doda redni kader, ki bi to lahko delal. Kajti sledijo dopusti, tudi naši zaposleni, zdravstveni delavci se bodo morali odpočiti in tukaj definitivno potrebujemo ali finančno pomoč, da zaposlimo nove kadre, ali pa močno pomoč lokalne skupnosti, da nam pomaga pri teh opravilih, kot sem jih naštel. Toliko mogoče za zdaj, potem pa vprašanje novinarji, pa se bomo mogoče še malo več razgovorili. Za te uvodne besede odpiram vprašanje za vas. Prvega vam bo zastavila gospa Špela Lobej, 24 ur. Izvolite. Ja, dober dan. Upam, nisem že preslišala tega podatka. Rekli ste, da imate še 900 prijavljenih, potem greste na ta seznam iz portala ZVEM. Torej, ali še kakorkoli cepite po starostnih skupinah? Pod 50 me zanima tudi, ali vabite na ključno ljudi stare pod 50 let, ali greste naprej po starostnih skupinah. In če so ti starejši nad 50 let, še vedno torej imajo prednost pred ostalimi. Hvala. Ja, malo me niste dobro razumela. Mi smo svoj seznam prijavljenih definitivno počistili in danes že vstopamo na ZVEM portal, kjer se ljudje prijavljajo na ta bi rekel, republiški portal, kjer pa nas čaka 900 vpisanih. Seveda, rekel sem, definitivno je prioriteta starost. Tisti, ki se bo prijavil po starosti v ta seznam, bo definitivno najprej klican, potem pa ostali po spisku. Hvala lepa za dodatno pojasnilo. Mislim, da je sedaj vse jasno. Špela Lobej pa ima kljub temu še eno podvprašanje za vas. Špela, izvolite. Ja, je podvprašanje, torej, ko ste cepili ljudi iz svojega seznama, ki so se prijavili pri vaših zdravnikih oziroma na vaši aplikaciji, najbolj so bili to stari od 18 do skratka, 90. Do 100 let, ja. Hvala lepa. Še kolegica ima vprašanje. Ja, dober dan, še z moje strani, Tjaša Dogolin na tej strani. Jaz bi imela pa vprašanje, kar se tiče cepljenja v gospodarstvu. V prihodnjih tednih smo slišali, se začne.
tudi z mobilnimi enotami, če bo interes, če mi mogoče malo opišete v vaših kontih, kakšen je interes podjetij in kako bodo te mobilne enote pravzaprav na terenu izgledale, kako boste šli na teren, kako bo vse skupaj potekalo, če mi malo opišete. Hvala. Seveda interes je predvsem interes turističnega gospodarstva, hotelov, restavracij, podajalcev sob. Razmišljamo, to se pravi, spiski se delajo, mi te spiske trenutno zbiramo in se bomo skupaj odločili, ali bomo jih povabili ponovno množično v festivalno dvorano, ki nam bo pomagala lokalna skupnost, pa mogoče tudi kakšen kader teh hotelirjev ali turističnih delavcev v logistiki, ki ni zdravstvena. Ali pa bomo na to, da se tudi pripravljamo, z mobilno enoto vstopili v njihove prostore, kjer si bomo najprej pogledali primeren prostor. In seveda če gremo v delovno organizacijo, oni s tem veliko pridobijo, ne? Mi gremo v jutranji delovni proces, se nekako zmenimo za uro, 2 uro in pol in potem te ljudi precepimo in te ljudje lahko nadaljujejo z delom. Jaz mislim, da ne bo tako, kot je bilo nekje po Sloveniji, da ko so bili cepljeni, potem pa naslednji dan ne bi delali. No, jaz mislim, da mi nismo imeli nobenih zapletov. Vse, kar je bilo mogoče, kakšna bolečina na mestu oboda, kakšnih resnih zadev, pa v vsem tem obdobju nismo imeli. Pa tudi Svet na kanalu A ima za vas vprašanje, izvolite. Lepo pozdravljeni, navezala bi se na ta vaš odgovor in sicer me zanima, od česa pa bo odvisno, ali boste do njih pristopili z mobilnimi enotami ali pa jih povabili v festivalno dvorano in pa morda, omenili ste, da trenutno še zbirate spiske prijav. Imate kakšno okvirno številko, koliko ljudi je že zainteresiranih? Glejte, mi se bomo povezali tudi z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in bomo najprej s tem spiskom zaprosili za določeno število cepiv in od tega sigurno bo od tega odvisno, ali bomo vstopali z manjšim številom cepljenj ali pa z neko skupno močno kampanjo z veliko cepiv. Seveda, potrebni so tudi nek avtomatizem, veste, kar nek kompjuter, pa nekaj se bo dogodilo. Tukaj je potrebno se dogovarjati, potreben je menedžment, potrebno je tudi to, kar smo mi počeli, veste, kar smo tistega maja, kar ste rekli, da je bila precepljenost, dnevna precepljenost v Sloveniji zelo velika, ne. To ni bil samo ta dan. Na ta dan smo se mogoče pripravljali mesec dni. Pa za vaš odgovor še eno vprašanje imajo pri 24 ur. Ja, mogoče samo, če bi že znali zdaj v tej fazi malo bolj plastično povedati. Torej, če boste slučajno šli na teren, bo to organizirano tako, da boste to cepljenje izvedli v prostorih podjetij, ali boste šli, ne vem, recimo z nekimi kontejnerji, z nekimi šotori, kako bo to v praksi izgledalo, te mobilne enote, da si znamo predstavljati? Ja, glejte, na Bledu je turistično gospodarstvo, ima sodobne hotele, velike hotele, naprimer kompleks Sava Hotel Bled, bi lahko 3 hoteli skupaj prišli na svoje mesto. To so res prostori, ki so čisti, ki so zračni, ki so sodobni. Tukaj bi se dal lepo narediti, dočim v neke trgovine, recimo, je pa pol bolj vprašljivo, kje, kako. Za turistično gospodarstvo sem prepričan, da bomo naredili tako, kot sem povedal, za ostalo pa jih bomo mogoče vabili kampanjsko k nam, da samo njih povabimo, mogoče prve jutranje ure. O tem se dogovarjamo.
Lepa še za to dopolnitev odgovora. Kot kaže, je bilo to zadnje vprašanje za vas, tako da, magister Zonik, hvala lepa, ker ste bili danes z nami. Konferenco pa še vprašanje z moje strani. Je morda še kakšno vprašanje? Kot kaže ne, novinarska konferenca je s tem zaključena. Hvala vsem za pozornost in sodelovanje ter lep pozdrav do naslednjič. Nasvidenje.